Konec počitnic, čas je za nogomet. Nogometaši Maribora so pravkar začeli z zimskimi pripravami v Ljudskem vrtu, tokrat še na umetni travi, nato se selijo še na pomožno igrišče. 14 dni bodo ostali v Ljudskem vrtu, potem pa osrednji del priprav v Turčiji. Malo drugačno zasedbo bo trener zdaj z polnimi pooblastili Radovan Karanović odpeljal v tradicionalno pripravljalno bazo v Belek. Kot je razkril športni direktor Marko Šuler, se bosta v kratkem zgodila dva prihoda. Absolutno prioritetna je obramba, kjer moramo pojasniti se s najdaljnim igralcem in pa mogoče ofenzivnim veznim. Tako da te dve poziciji sta zaenkrat to, kar se dogovarja. Dokaj ni na papirju, ne bi bilo imeli, je pa gre za okrepitve v pravem pomenu besede, se pravi. Borimo se za naslov, tako da znamo, ker bomba povaša. Tik pred odhodom iz Ljudskega vrta je Robert Voloder, ki ga je Maribor ravno v zaključku leta odkupil od nemškega Kölna. Rubi je, bom rekel, v zaključnih fazah pogovora za odhod, tako da sem mi začel priprav zaenkrat, mislim, se je to zaslužil. Redna bila želja, da bi ga zadržali, ampak vseeno se mi zdi, ki se pogovarjamo iz lažnega vidika, bom rekel, zelo zadovoljiva, pa povem, da je 10-kratnik vloženega v njega, tako da tudi zaradi tega se že iščejo priprave okrepitve, ker jih rabimo. Okrepljen pa je tudi strokovni štab. Radovanu Karanoviću sta se pridružila pomočnik Željko Filipović, nekdanji nogometaš Maribora, in pa analitik Mario Milanič, ki je v Ljudskem vrtu že deloval v uspešnejših časih. Radovan Karanović je optimističen pred začetkom nove sezone, prav tako nogometaši. Mislim, da so naredili velik spremembe. In moj odnos do igralce je tudi nasprotno je isto, tako da tudi s tem želimo nadaljevati. Tako da cel čas sem se zavedal te trati in zdaj kje se nahajam, kaj želim in na čemu mislim, da so nič kaj dosti. Za prihod trenerja se je marsikaj spremenilo, sama klima kod ekipe se je spremenila, igralci smo bili bolj sproščeni in mislim, da z njegovim prihodom je bilo vse pozitivno, da se tudi videlo na igrišču. Upam, da bomo tudi tako nadaljevali. Dober mesec bodo trajale priprave, prva liga se bo nadaljevala s tekmami 12. februarja za Maribor z večnim derbijem proti Olimpiji v Ljubljani.